Dober dan, to je podcast Dobra knjiga z dobrimi gosti. Spremljate nas na aplikaciji Mladinska knjiga plus. Jaz sem Aljoša Harlamov in moja današnja dobra družba je Mojca Širok. Mojca, pozdravljena. Dober dan. Zdaj vsakega gosta, v vsakem svojem podcastu seveda najprej vprašam, katera knjiga, ki jo je nazadnje prebrala, ga je najbolj navdušila, najbolj navdušila in tudi tebe bom isto vprašal. Skratka, kaj si prebrala nazadnje, da te je res tako ti reklo, zdaj pa tole je pa super knjiga? Bom 3 omenila. To zato, ker govoriva tudi o moji 3. knjigi in tudi zato, ker je res, ker je letošnje poletje zame bilo specifično v tem smislu, da so me 3 knjige dejansko res navdušljene. Okay. In prva je bila biografija Mire Furlan, ki je šla pri Mladinski knjigi, ne zato, ker bi tako podrobno poznala to njeno življenjsko zgodbo, ki jo opisuje, ampak prav zato, ker je nisem. In je lepo napisana, zelo lepo urejena in v bistvu je bila knjiga, ki mi je dala veliko stvari, o katerih sem potem razmišljala. Okay. Drugi 2 sta pa veliko presenečenje in gre za 2, torej presenečenje v smislu zame, neverjetno za koga drugega, ne, 2 slovenski avtorici, Agata Tomažič s svojo zadnjo knjigo Čmrljev žleb in Alja Radaljec s Punčico. Okay. To sta knjigi, ki sta me navdušili zato, ker sta v bistvu na nek način kriminalki. Se pravi, to, kar tudi sicer mene navdušuje in kar sama rada berem in kar poskušam tudi pisati, ampak nista pa samo to, ne. Opisujeta, dajeta ti občutek te atmosfere, v katerem se zgodba dogaja in hkrati ti dajeta sporočilo o nečem, kar presega zgolj to običajno strukturo, kdo je koga ubil in zakaj. In poleg tega tudi slog obeh pisateljic mi je bil všeč, presenetljivo, svež, zanimiv. Tako da zame v tem smislu je bilo to poletje bogato in polno odkriti. Ok, super. Hvala ti, Mojca, za tole priporočilo, ker v našem podcastu nekako velja, da se o dobrih knjigah, dobre knjige so tiste, o katerih se govori in tudi midva bova danes govorila o eni zelo dobri knjigi. V današnji epizodi podcasta Dobra knjiga torej gostimo Mojco Širok, novinarko, ki je svojo pot začela na Radiu Študent, od konca 90-ih pa dela na RTV Slovenija, odkoder jo poznamo kot voditeljico Dnevnika, pa Globusa, Odmevov seveda tudi, pa dolgoletno dopisnico iz Italije oziroma Rima in Vatikana. In od leta 2019 pa je dopisnica iz Bruslja, napisala je več knjig, dotikajo se predvsem italijanskih, bomo rekli, politike, pa mafije in tudi papeža, tako da za tiste, ki jih mogoče zanima nekaj malo zunaj, bomo rekli o tem, kar se bova danes pogovarjali, se pravi Oblast brez strahu, pa Zadnji rimski cesar in Od Benedikta do Frančiška. Sicer pa jaz mislim, da jo mnogi zdajle že poznamo kot seveda pisko kriminalk. Pogodba je šla leta 2018, nadaljevala se je z evidenco 2021, danes pa bova govorila predvsem o praznini iz 2023. In za začetek čisto eno tako vprašanje. Midva sva imela že ene pogovore o tvoji prvi knjigi in mislim, da sem te vprašal dobesedno isto, ampak dobro, marsikdo tega ni seveda slišal. Danes pa gledalci in poslušalci lahko tole in jih bo tudi zanimalo, ker jaz dostkrat srečujem pač novinarje, ki pišejo, ampak pišejo stvarno in tudi ti si začela s 3 stvarnimi knjigami, zdaj si pa nekako prišla k fikciji. A je to neka tvoja želja ali pa želja, recimo, da ugotoviš, da vsega pa ne moreš kot novinarka dati ven, zato ker veš nekatere stvari, ki jih, ne vem, mogoče ne moreš dokazati, nimaš virov, ki bi ti jih podprli, pa iz tega naplete zgodba, pa hočeš pa nekaj povedati in si pač izmisliš zgodbo in narediš iz tega kriminalko. Delček tega tudi, ampak v bistvu je glavni razlog še bolj banalen. Preprosto zato, ker nimam prostora. Pri svojem delu, kam bi te stvari dala. Ne? Jaz v bistvu že od prve svoje knjige, ki sem jo napisala o Silviu Berlusconiju in potem o mafiji in potem o papežih in rimsko-katoliški cerkvi, govorim, da so to v bistvu ostanki moje službe. Ne? To je kolateralna škoda tistega, kar jaz delam za plačo. Ne? Jaz sem namreč televizijska in radijska novinarka. Jaz lahko s tabo govorim pol ure, od tega smem objaviti minuto 30. Ja. Da ti dam primer iz svojega sedanjega dela, spremljam zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem ima Ursula von der Leyen svoj govor o stanju v Uniji. Govor traja 1 uro, potem je pa še poslanska razprava 3 ure dolga. Jaz imam v Dnevniku minuto 40, v Odmevih 2 minuti. In enostavno, zdaj sem dala najbolj zadnji primer, ne? Enostavno ti
ostane toliko enega materiala, ki je po svoje tudi zanimiv, ne? Še posebej, če je ta material tvoj. Zdaj sem dala primer nekega poročevalskega, običajnega poročevalskega dne. Kaj pa, kadar grem sama neko zgodbo delati na teren? Zato intervjuvam 5 ljudi, z vsakim se pogovarjam 15 minut, moj prispevek je pa dolg 2 minuti 40. In to ostaja. In zato sem začela to knjigo o Berlusconiju takrat pisati, te prve 3 so v bistvu publicistične in dejansko postrgala, niti ne postrgala, pobrala vse, kar je ostalo od mojih zapiskov, prepisov, intervjujev in to spletla pač v neko daljšo reportažo. In enako se je dogajalo z italijansko mafijo v drugi knjigi Oblast brez obraza in enako se je dogajalo z Vatikanom in papežem Frančiškom in odstopom papeža Benedikta v 3. knjigi. No, pol mi je pa zmanjkalo tem, ne? Glede na to, da so bile to italijanske teme iz časa mojega dela v Rimu in Vatikanu. In potem sem v bistvu nekako, rekla, da bom se preizkusila še v tej fikciji, kar je bilo precejšnje naključje, ne? In tu pride ta element, ki si ga omenjal, ne? Tu si pa želiš včasih, da bi se stvari drugače odvijale, včasih si želiš, da bi tudi tvoj sogovornik nekaj drugega rekel, in seveda tle nimaš kaj, moraš pač poslušati to, kar je on rekel. Ko pa pišeš roman, si pa lahko zmisliš, lahko si tega človeka prilagodiš tako, da ti bo tak, kot bi si ti želel, da bo to, kar govori, mu lahko ti položiš v usta, predvsem pa opišeš celotno dogajanje tako, kot se tebi zdi, da bi se lepo bralo. Okay. Je pa to tudi neka, po mojem, tudi zelo logično, ker zdaj, ampak prej si bila kot novinarka bolj piska, ne, se pravi, delala si tudi za Mladino vmes, ne, se pravi, ampak Radio Študent, se pravi, radika, piska in potem spet TV, se pravi, da je to tudi nekako tako, da uživaš v pisanju in da TV mogoče je, ti ni toliko blizu, ali kaj, ne bom rekel, da ni blizu, no. Ne, pristala sem tam po popolnem naključju, ne, nikdar, tudi jaz v novinarstvu sem po popolnem naključju. Jaz tega nisem nikoli študirala, niti nikdar razmišljala, da bi bila novinarka ali da bi si želela biti novinarka, ne. Pač moja pot profesionalna me je peljala v bistvu cel krog, ne, na nek način. Odpirala so se neka vrata, neke poti, neka križišča in jaz sem rekla, bom šla po tej, ne bom šla po uni, no. In v bistvu, ko gledam zdaj nazaj, nič od tega ne obžalujem, ne. Ne morem pa za nič od tega reči, da je to nekaj, kar sem si jaz res želela, ne. Ker dejansko, če zdaj sem čisto odkrita, ne, v osnovni šoli, ko dobiš za spis, ne, prtršici od slovenščine, petico za petico in se počutiš blazno fajn, ne, ker si zelo priden in te tapkajo po glavi. In tudi tebi to ni noben velik problem, z razliko od matematičnih enačb, ne. In potem počasi ugotoviš, da pri tem uživaš in ko imaš, ne vem, 10, 11, 12 let, si misliš, ne, to je pa nekaj, kar bi lahko človek delal za kruh, ne. In potem seveda odraščaš in se ti stvari in prioritete spreminjajo. Jaz sem študirala jezike, nisem v bistvu o novinarstvu sploh razmišljala in to pisateljevanje je šlo kar naenkrat na stranski tir. Začela sem na Radiu Študent kot špikerca, niti ne kot novinarka. In tam v bistvu potem odkrila, da se v svetu dogajajo neke zanimive stvari, o katerih mi je všeč poročati in tudi pisati, ne. In sem potem tako pristala na Mladini. In od tam spet v bistvu na to kratko novinarsko formo, ne. Na Mladini je bil v bistvu zame največji raj, ker sem delala te daljše reportaže, ne. Tam je bilo to 5 strani v časopisu, ne vem, to je 20 tipkanih. Zdaj je moj najdaljši tekst 20 vrstic. Ne, tako da tam na nek način sem v bistvu, po mojem, začela prvič tam sredi 20 svojih, ne. To, kar sem v šoli rada delala, ne, preizkušati tudi v praksi in biti predvsem za to plačan, ne. In televizija je bila spet eno tako naključje, ne, ponudila se je ta priložnost, ponudili so mi dobesedno kandidiranje na razpisu za dopisnika v Rimu in Vatikanu, ker je kolega, zdaj žal že pokojni Jure Pengov, rekel, da ne bo več kandidiral. In sem šla, dala odpoved na Mladini in šla na RTV, misleč, da bo to pač neko poglavje, da bo že, ne. Evo, po mojem šla v penzijo z RTV. Ja, tako se včasih zgodi, tudi jaz moram priznati, da nisem mislil, da bom še tle, ker sem, ampak glej, tukaj sva. Zdaj me mogoče zanima ena taka nenavadna stvar, ampak jaz si predstavljam, da se to tudi kdaj bralci, poslušalci oziroma poslušalci in gledalci, ne bralci, sprašujejo, ali pa tudi seveda tvoji bralci, kako pisec kriminalk hodi po svetu. Meni je recimo zdaj v praznini, če na hitro oriševa, skratka zgodi se bombni napad oziroma ne vejo čisto točno, kaj se zgodi, bombo raznese pred stavbo Nata in potem se
najdejo še truplo enega iz Evropske komisije in potem se ta sestavljanka počasi začne sestavljati, ampak mene je predvsem res zanima, kako si prišla na idejo, da recimo raznese bombo pred stavbo NATO, ker jaz si ne predstavljam točno, kako to deluje. Jaz poznam, večinoma ne delam recimo kriminalk, ne delam toliko tega, delam z avtorji, dosti recimo s pesniki, vem, kako delajo, nekaj se jim zgodi in potem to predelujejo, naredijo v pesem. Kako pa avtorji kriminalka, ne vem, hodite po svetu in prav tuhtaš, tle bi bilo pa fajn, da bombo raznese, poslušaš, ne vem, par pri sosednji mizi, ki se prepira, pa si rečeš, zdaj ona bi ga lahko zastrupljala zelo počasi ali ne vem kaj. Kako pač prideš do teh zapletov? Ker meni se zdi recimo ta začetek Praznine resnično eksploziven. Ja, no. V bistvu je res, ne? Točno to. No. Dejansko, po mojem, moraš biti tudi tak človek, itak, ne? Kot za vsako stvar, ki jo ljudje počnejo. Ne? Jaz pač že po naravi grem svojim najbližjim včasih zelo na živce, ker se kje sedimo in jaz lega unga, ne? Ta je sigurno ta in ta, ka bo to in to, ka bo uno in uno. In tako me gleda, moj mož reče, zakaj moram jaz to poslušati? Ne? Meni je pa vse jasno. Ne? In recimo, včasih si prav ne morem pomagati, ne poslušam, gledam okoli, lega, ta dva sta smešna. Pa tudi, ne vem, ne samo te neke kriminalne ozadja, tudi ljubezenska, kakršnakoli. Pač mene zanimajo te stvari, no, zanima me svet okoli mene, marsikoga zanima, ne, gledaš, hodiš po svetu, vidiš ljudi, gledaš kraje, vidiš drevo, Marja, kakšno drevo, kaj je bilo s tem drevesom, kaj se mu je zgodilo? In skratka, to je pol to, no, verjetno, ne, na ta način potem, ko pišem, ne, verjetno neke izkušnje, ki sem jih že davno pozabila, neke prizore, neke slike, ki so verjetno ostali v meni nekje zakopani, ne, ko se dam potem v ta ustvarjalni program, ne, verjetno od nekje pridejo ven. Glede prvega poglavja v evidenci, ne, moram pa povedati to, da je tam vse res, razen da pač jaz nisem mlada novinarka, kot ta junakinja. Ne v evidenci. Žal, ne več, ne, v praznini, v praznini. Ampak to, kar se in tudi mene ni nobena starejša kolegica mobbingirala, skratka to, kar se zgodi tam v prvem poglavju, ampak to, da gre ona tja po neko akreditacijo, ko je vse zaprto, to neumnost sem jaz sama naredila, ne da bi me to kdo potisnil, ampak sem pač narobe prebrala nek mail. In točno na tisti dan, ki je tudi v knjigi, ne, 28. december 2021. In jaz, ko se mi je to zgodilo, sem tako jezna. Nase najprej, ker kako moraš tako napak prebrati, a nisi bila pozorna, ne? Drugič, ko si to prebrala, a nisi posumila, da je to idiotsko, da se to ne more zgoditi sred praznikov, biti nek NATO odprt, ko so valjda verjetno vsi doma na dopustu, ne? In tretjič, zapravila sem dan. In vse to je v meni povzročilo eksplozivno reakcijo, ne, da nisem si vedela, kako pomagati, da bi ukrotila ta bes, ne, in sem ga pač prenesla na nekaj drugega, ne, bo pa tam ena bomba eksplodirala, da bo potem meni lažje. Okay. Še dobro, da si omenila vmes, da si predstavljaš tudi ljubezen pri drugih ljudeh, ker sem te hotel vprašati, a misliš o ljudeh najslabše, posod vidiš samo kriminal, posod vidiš samo zločine, ali vidiš tudi kaj lepega, dobre zgodbe. Ker vseeno, pisec kriminalk pa mora biti jaz mislim, da mora malo verjeti, da so neka ozadja, da noben umor ni samo umor, da nobena bomba ni samo bomba, ampak da je vedno zadaj neka zapletena zarota, ki potegne noter 46 ljudi. Mislim, jaz upam, da je to tako, no. To je bil moj namen, ne. Jaz si želim, da bi bralci to videli v mojih junakih, ne. Jaz si mislim, da noben od mojih junakov ni totalen zlobko, ne, popoln zlobko. Mislim, nekaj jih je, ki so precej nagnusni, no, tako značajsko bom rekla, ne, in jih tudi ne branim, ne, ampak če človek pomisli, ne boh ve, kaj se jim je zgodilo v življenju, da so postali taki. Sicer pa velika večina teh junakov, tudi tisti, ki delajo zelo slabe stvari, v bistvu ima več plati v sebi, no, vsaj želim si. Jaz jih tako vidim, take jih poskušam prikazati in iskreno upam, da jih take tudi bralec vidi oziroma jih kot take jemlje, ne. Jaz mislim, da če ti pišeš kriminalko, to je seveda žanr, ne. Vemo, odkot je ta žanr prišel, katera so najboljša žanrska dela v kriminalnem žanru, če jih človek zna napisati, ne. Ampak tudi takrat, ko so pisali Dashiell Hammett in podobni, tej hardcore pisci detektivskega žanra, njihovi junaki niso bili neki dvobarvni, črno-beli tipi.
Ne? Vsak je bil neka osebnost, ki pa je bil opisan s 3-4 potezami Čopiča, s 5 tipki. Ne? In to je to, no, to je meni všeč. Ne, da nekdo tam 5 ur porabi, avtor 5 strani, da nekoga opiše, ali pa da nek kraj opiše, ali pa kako je po neki ulici šel in jaz moram pol to 5 strani brati, da mi bo jasno, kje to je, pa kakšen ta tip v resnici je. Meni je všeč, če ti avtor to prikaže z enim klikom, 3-4 stavki, mogoče samo eno besedo. In upam, no, da mogoče bralcu, da to mogoče bralec potem tudi dobi. Ja, to moraš znati, najprej moraš to znati in jaz mislim, da ti to resnično obvladaš. Ampak če grem zdaj nazaj, ker si omenjala, zdaj, ker sva omenjala te kriminalce, meni je pa vseeno fascinantno, zdaj vseeno pa so vse 3 knjige, Pogodba, Evidenca in Praznina, o kriminalnih združbah. O nekih teh, se pravi, kako so prepletene v družbo. Kaj pa te tukaj toliko fascinira? Je to prišlo za tabo, ker si pač poročala iz Rima, iz Italije, ker pač si vsi predstavljamo, da je to sedež mafije in da je ta mafija rojena in da, mislim, se je tako tudi je, ne? Ampak a je to prišlo takrat, si se navdušila nad mafijo, ali je to nekaj, kar te je že prej zanimalo, kako v bistvu to, tako, ker recimo, sej zdaj na tvoji zadnji knjigi, mislim, da piše, ne vem, če sem to na prejšnjih opazil, nisem še preveril, piše, da je to politična sahljivka, ne? Ker ti ne pišeš hudanitov, ne? Ti ne pišeš, nekdo je nekoga ubil, zdaj pa pride detektiv s pipo in soba je zaklenjena in je uganka, ne? Ti pišeš v resnici res politične sahljivke, ker je človeka na koncu, ko prebere knjigo, prav se mu zdi sranje, novinarka je, gotovo nekaj ve o tem. Mislim, kaj če se take stvari čisto zares dogajajo v našem svetu in je ta kriminal totalno prepredel vse pore te družbe. Kaj te tukaj fascinira tako zelo? Točno to, kar si zdaj rekel, se ti ne moram drugače odgovoriti, kot da ti pritrdim. Ker je to res, to je dejstvo. To že zdaleč več ni neka kriminalna organizacija, kot je italijanska mafija, in zdaj imam jaz veselje opisovati. Kriminalno delovanje je naša družba je prepletena s kriminalnim delovanjem. To se vsaj že 30 let dogaja kot dejstvo. Kriminal belih ovratnikov, stvari, ki so v bistvu že zdavnaj prešle v način našega življenja in se nad njimi prvič mogoče ne zgražamo, drugič pa jih niti ne opazimo, oziroma se nad njimi ne zgražamo, ker jih ne opazimo. Legalno in ilegalno delovanje pri oblikovanju družbe, naj si bo na gospodarskem, naj si bo na političnem, naj si bo tudi na družbenem smislu, hodi z roko v roki. Tukaj so meje že skoraj da popolnoma zabrisane in mi je zastonj, da se mi s tem pretvarjamo. Seveda vse to, o čemer jaz pišem, zgodba kot taka, struktura, pripoved, zaplet, to je vse popolnoma komplet izmišljeno. Nič od tega se nikoli ni zgodilo, vsaj da bi jaz vedela, ne, jaz sem si to absolutno izmislila. Ampak ta družbeni okvir, to je točno tako, to drži. Ta prepletenost v bistvu nekega nezakonitega delovanja, prepletenost nepreglednih povezav med zakonitim in nezakonitim je del naše družbe danes. In res je, jaz ne pišem klasičnih detektivk, to sem že v Pogodbi povedala, ampak politične srhljivke, se pravi politične trilerje. Jaz si želim, da bi te 3 kriminalke, če jih zdaj spet tako poljudno imenujeva, nekdo enkrat imenoval ali o njih rekel, da so to romani o družbi. Da je to roman o italijanski družbi, o slovenski družbi, mogoče o belgijski, evropski realnosti. Ker je to, kar jaz v bistvu vidim in kar potem prepletem v te neke pravljice, ki jih pišem, ker to dejansko so pravljice, izmišljotine, to je roman. Ampak v vseh 3 je vsaka ta zgodba s svojimi popolnoma izmišljenimi junaki prilepljena na resničen okvir. Na resničen okvir te zamegljene družbe z zabrisanimi mejami med zakonitim in nezakonitim. No, super, ker tudi to je nekaj, kar me fascinira, ne? Zdaj jaz moram priznati, da recimo nisem toliko vedel, zdaj sem malo raziskoval, pa tudi mislim, da sem videl nekih intervjujev, oziroma ali mi je pa kolegica urednica povedala, ne? Jaz sem si predstavljal, v prvi knjigi imamo Italijo, tam vsi vemo, kaj se dogaja, pač vsi si mislimo, da vemo, kaj se dogaja, pač mafija. Dobro, v drugi knjigi prineseš to malo v Slovenijo, ampak tudi smo slišali o teh rečeh, skratka, da tukaj mafija pere denar, da tukaj se dogajajo take stvari. Ampak jaz moram priznati, da recimo za Belgijo oziroma karkoli se tam dogaja, pa nisem bil prepričan najprej, a Mojca Širok misli, da je mafija povsod sledi, da kamorkoli ona pride, tam ona najde mafijo,
Ampak zdaj pa izvem, da tudi tukaj v praznini, ker si mi predstavljamo Belgijo kot neko blazno urejeno zahodno družbo, ki je mirna država, kjer ljudje jejo vaflje in pomfrit in pač živijo v miru, da tam pa ni nobenega kriminala, da tam pa res mogoče kakšna manjša stvar. Zdaj pa, kolikor pač jaz zdaj sledim in kolikor sem pač prebral praznini, resnično se kriminal oziroma kriminalne družbe selijo v resnici v njihova tam velika pristanišča, nizozemska in belgijska. Absolutno. Pred 20 leti bi ti verjetno tudi marsikateri Belgic pritrdil in tudi belgijski pravosodni organi pregona, belgijska politika, ker verjetno pred 20 leti je to bilo tako. Oziroma ni bilo več tako. In 20 let ni nihče opazil, da se to dogaja. Italijanski preiskovalci so pa recimo že pred 30 leti opozarjali, da recimo italijanska mafija že zdaleč več ne vlaga svojega umazanega denarja v italijansko gospodarstvo. Ampak da je recimo po padcu Berlinskega zidu izkoristila praznine, ki so nastale v državah, kot so Češka, Poljska, Slovaška, v nekem manjšem okviru, tudi Hrvaška recimo, verjetno tudi Slovenija. Predvsem pa se je selila na razviti sever. Zakaj? Ker ko ti, zdaj ti govorim o nekem mikroitalijanskem kriminalcu, maficu, ko ti začneš obračati ogromne vsote denarja s trgovino z mamili, tebi ti zmanjka legalnega gospodarstva, ti rabiš prostor, v katerem boš ta denar opral. In kje ga boš opral? Tam, ker je denarja veliko, ker ga boš tam najbolj skril. Se pravi, boš šel na bogati, industrijsko razviti evropski sever. In to je sigurno že 20-30 let, kar italijanski preiskovalci opozarjajo, da italijanske mafijske organizacije perejo svoj denar v Nemčiji, v Belgiji, na Nizozemskem in še marsikje drugje. Spomnimo se tega pokola v Duisburgu leta 2006, ko so se nemške oblasti prvič zavedle, da imajo na svojih tleh v bistvu dejansko neko podkulturo, ki je kalabrijska mafija 'ndrangheta, ker so se tam med sabo pobijali zaradi nekih svojih internih sporov. In zdaj še druga stvar, torej zdaj govorijo o tem italijanskem kriminalu, ampak na Nizozemskem, v Belgiji ne rabijo italijanskih kriminalcev, da jim bodo govorili, kako in kaj, verjetno zelo dobro sodelujejo. Ampak imaš pač kriminalne skupine tudi drugih narodnosti in včasih pri tem poslu narodnost tudi ni pomembna. Antwerpen je drugo največje evropsko pristanišče za Rotterdamom. Je tudi najbolje umeščeno za ta tip tihotapljanja mamila, ker je zajedano v celino. Pot potem s tovornjaki naprej po vsej Evropi je kratka. In poleg tega je v samem srcu bogatega dela Evrope, kjer je največ denarja in največ potrošnikov kokaina. In to je pač bila temperana bomba, ki je samo čakala, da eksplodira. In organi pregona v teh državah, na Nizozemskem, v Belgiji, so zadnje 2-3 leta ugotovili, kaj se jim je zgodilo, kaj se dogaja na njihovih tleh. Ker te kriminalne organizacije morajo ta denar oprati. In ta denar lahko perejo samo tam, kjer so banke, kjer posel cveti, kjer se ekonomija obrača. In če ti živiš v neki državi, ki tega ni vajena, oziroma teh vzorcev ne pozna, traja nekaj časa, preden se tega zaveš. In v Belgiji in na Nizozemskem se danes tega zavedajo. Ok, super. Tudi to se mi zdi izredno fascinantno pri vseh tvojih knjigah, da nekako, jaz imam zelo rad kriminalke in zelo imam rad ta družbeni del kriminalk. Mislim, da je to, saj imam rad tudi zapleten humor, pa skrivnost, ki me vleče, pa suspens in vse te reči, ampak rad imam tudi tako, da mi res pokaže nek prerez družbe in tvoje kriminalke to vedno naredijo, pa naredijo na en specifičen način, ki je meni tudi zelo všeč, da zelo zaživijo kraje, ki jih ti opisuješ. Skratka, imaš Italijo, v prvi knjigi, v drugi Ljubljano, ki vsi prepoznamo, da je to Ljubljana, in zdaj Bruselj. Jaz recimo še nisem bil v Bruslju, nisem še bil v Belgiji, ampak jaz mislim, da zdaj malo poznam te kraje. Res se mi zdi, da znaš ti, tako kot si prej rekla, in jaz mislim, da to v resnici res ni majhna stvar. To mora vseeno človek imeti nek talent, pa biti mogoče tudi izurjen v teh, da s kratkim pove veliko, ampak ti znaš z nekaj besedami pač zelo dobro opisati, ne vem, birokracijo Evropske unije, vse te ljudi, ki so tam, psihološke profile, te stvari, ampak predvsem mesto nekako zaraste. Ne bom zdaj rekel, da kot Combray pri Proustu bodva pač skromna, seveda ne, ampak človek začuti tako, preseli se v Bruselj in ga čuti in ve približno
tudi če nikoli ni bil v Bruslu, se mu zdi, da bi se lahko zdaj malo obrnil tam, pa da bi prišel tja, da bi malo začutil tega. In to je meni všeč. In to se mi zdi, da ti je res, res dobro rad, ampak jaz si predstavljam, da seveda zato, ker ti pač te kraje res poznaš, ker pač ne pišeš v krajih, ne izmišljuješ si krajev, ampak si tam živela in ga pač doživiš v neki polnosti in zdaj res lahko pišeš o tem. Ja, hvala, no. Kaj ne rečem, se ne vem, kaj bi sploh odgovorila na te pohvale. Ampak se ti zdi, mislim, kako... Lej, ti bom povedala v svojo obrambo, ne? Ja. Ker pač ne znam sprejemati komplimentov preveč dobro. Ne? Dobro, pa poruši vse, kar sem povedal. Jaz to delam, ne? Za plačo. Ne? V smislu, jaz sem pač novinarka, se pravi, sem vajena hitrega pisanja. Zdaj bom vse razsula, res ne znam sprejemati pohval. Drugič, živim v teh krajih, jih vsak dan videvam in prepoznavam in seveda potem to tudi poznam. In tretjič, ker imam tako malo časa zmeraj za to svoje literarno ustvarjanje, nimam časa si izmišljevati lokacij. Meni je najlažje, če opišem tisto, kar sem videla. Ne? In ko pišem pač to zgodbo in se zdaj pač sem na začetku nekega novega poglavja in si mislim, zdaj se morata ta dva nekaj zmeniti, kje se bo pa to dogajalo in potem sam tako po svojem katalogu prizorišč po Bruslu grem, tle. In opišem ta kraj, tak, kakršen je. To je meni najlažje. Meni bi bilo težje se usesti in se zdaj zamišljati neko lokacijo in ptičke, ki cvilijo. V bistvu vsak opis lokacije, ki je v tej knjigi, se mi je zgodil. Formacije črnih ptičev, ki letijo čez sivo nebo. Pa to jaz gledam vsak dan skozi moje okno na tem mračnem vermeerovskem nebu flamskih mojstrov porisanem z vsemi odtenki črne, ne sive. Tudi to smo dobili zelo dober feeling, ker imaš zelo veliko imaš opis dežja. Jaz nisem si predstavljal, da v Belgiji skozi dežuje. Tisto je skriva. No, tiste 3 dni je bilo res tako grozno. To je pač atlantsko podnebje, res. Ulije se in čez 5 minut imaš kristalno jasno modro nebo in greš ves srečen ven in valjda te opere čez pol ure, ker zaveje en veter in prinese totalno ploho. Ne. Še to bi rada rekla, v bistvu moj kolega Igor Jurič, RTV Slovenija ima v Bruslu 2 dopisnika, ne v tem trenutku mene in Igorja. Če bi Igorja ne bilo, tudi te knjige ne bi bilo in verjetno tudi evidence ne. Midva sva zelo dobra kolega in zelo dobro sodelujeva in jaz brez njega nič od tega ne bi naredila. Ker mi je pač omogočal, da sem si vzela čas, dajal mi je vso oporo in podporo, ne, da sem se lahko, takrat, ko je bilo treba, izolirala, vzela dopust in napisala to, kar sem si želela napisati. In Igor je bil tudi eden prvih bralcev Praznine in kar me je najbolj navdušilo pri njegovi kritiki, oceni, je bilo to, da je rekel, jaz sem tvoji prvi 2 knjigi bral, kot bralec. V tej se mi pa zdi, da sem not. To se mi pa zdi, da jaz doživljam. Ker je rekel točno to, ne. Pa to je, pa ta naša pisarna, pa ta ulica, pa to, ne. In jaz sem se kar stopila od veselja, ne. Ker dejansko pač to je bil tudi namen, ne, v resnici, ne. Da nekdo, ki to dobro pozna, to prebere z občutkom zadovoljstva. Ker Igor bi lahko tudi rekel, koliko si pa to naložila, ne. In ni. In prvič sem mu zato res izjemno hvaležna za vse, s čimer mi je pomagal, ne, drugič me je pa to mnenje tudi strašno razveselilo. No, super. Tudi je še ena taka stvar, ki se meni zdi, in zdaj te bom spet pohvalil, oprosti, Mojca, ampak jaz se dostikrat, veliko se ukvarjam z avtorji, ki pri meni prinesejo rokopis in jim vedno rečem, dajte dialoge govoriti, ne vem, probajte si jih povedati, pa videti, če ne zvenijo dobro, pol nekaj ni v redu z dialogom. Če ga ti ne znaš normalno povedati kot človeško bitje v tej neki situaciji, pol nekaj ni v redu z njim. In mene pač fascinira pri tvojih dialogih, da znaš zelo dobro ujeti žargon nekega, ne vem, poklica. Tukaj imaš zdaj evropske birokrate, imaš madam, ki vodi bordele v pač... tega ne vem z prve roke. Dobro. Nisem niti hotel to nakazati. Ravno to te hočem vprašati. Jaz si razumem, da si ti zdaj kot novinarka v stiku z birokrati, da znaš njihov jezik. Noč sta seveda tudi 2 novinarki, to valjda, da veš, kako novinarji tuhtajo, kako gledajo na svet. Ampak a to pomeni, da si ti, ne vem, tudi ostale poklice, recimo zdaj, ne vem, ne predstavljam si, da si zdaj ti v Bruslju, ne vem, da se pogovarjaš z mafijci ali pa s kriminalnimi združbami. Kako pa tam narediš jezike, kjer recimo mogoče nisi toliko
se ti zdi, da nisi toliko suverena ali kakorkoli, a tam, ne vem, prebereš kak intervju ali res imaš stik tudi s temi profili in potem znaš mimicirati njihov jezik. Ne, s temi profili nimam nobenega stika, to je tudi v mojem novinarskem delu bila ta taka odločitev, že ko sem začela poročati o tem v Italiji, ampak neusahljiv vir so policijski zapisniki. Aha, okej. Tožilski in policijski zapisniki. Ne. V Italiji je to zame bilo izjemno čtivo. Nenazadnje je Roberto Saviano to svojo prvo najbolj odmevno knjigo v bistvu napisal tako, da je dobesedno romaniziral tožilske preiskave o tem dogajanju, ki ga potem v knjigi opisuje. Skratka, v Italiji to velikokrat pride ven, v bistvu ni nobenih težav, če tudi ne bi smelo, se te stvari pač pojavijo v javnosti in mi novinarji smo imeli pač možnosti dostikrat pride do tega in jaz sem to vedno z veseljem brala. In tukaj ti potem opiše dejansko način komuniciranja, način razmišljanja, ti ljudje, ki preiskujejo organizirani kriminal, se s temi ljudmi srečujejo vsak dan. Potem v Italiji so imeli fenomen mafijskih skesancev po ubojih tožilcev Falcone in Borsellina. In takrat so v bistvu ti mafijci zbruhnili, so začeli govoriti, so se pokesali, so s tožilci in policisti govorili o svojem delu in takratnem življenju. In tam je to potem prišlo ven. Ne samo žargon kot tak, ampak tudi kako ti ljudje govorijo. In to se potem znajde v policijskih zapisnikih, kar ni literatura, to je zapisnik. Ampak ti pa da v bistvu popolnoma postavite v prostor, dati idejo, kako to v resnici izgleda. In brez mafijskih skesancev se marsikaj ne bi zgodilo. Tudi preiskovalci, danes se belgijski preiskovalci soočajo točno s tem. Ne vejo, kako prodreti v te združbe, kako jih razbiti, ker nimajo dostopa, nimajo vstopa. Zakaj so kriminalne združbe krute do tistih, za katere se bojijo, da bi jih lahko izdali? Ker vedo, kaj to pomeni. In ubijajo enega, da jih zastrašijo 10. In tudi na začetku italijanski preiskovalci niso vedeli, da dejansko sicilijanska mafija sama sebi pravi Cosa Nostra. To so zvedeli od prvih mafijskih skesancev, da so oni sami sebe tako imenujejo. Skratka, to je to, glede te plati v bistvu. Ostalo je pa seveda, to je del mojega življenja. Na nek način vem, kako se novinarji med sabo pogovarjajo, politike. Itak poslušam vsak dan za plačo. In potem poskušaš to, ko se usedeš in se odločiš, da boš pa zdaj ti si nekaj izmislil, uporabiš vsa orodja, ki jih imaš. V bistvu vsa, tako kot AI danes, ki pobira splet. Tako ti svojih izkušenj iz samega sebe povlečeš ven vse možne materiale, ki si jih nakopičil in si potem s tem pomagaš. Tudi recimo v tem primeru pri strukturi dialoga. Ampak tudi jaz moram reči, da tudi tisto, kar je za tvoje pisanje značilno, je tudi, da ne podcenjuješ bralca. Meni je tudi to všeč, veš, da ne razložiš čisto vsake, veš, če je nek dialog, pa si dva subtilno grozita, ali pa nekdo neki, recimo tamle, ko govorita na tistem soareju, čudni neki zabavi, kjer pride ta lobist do Tomasa, ne Tomas je on, ki je umrl, skratka, do tega njegovega prijatelja in se pogovarjata in je ta dialog tako napet. On ves čas preizkuša, kaj on ve, preizkuša, kaj bi on rad od njega in oba nekako tako, meni to mi je res všeč, ker ti nikjer ne daš vpogled v misli liko pa, zdaj pa on je to, dobro, malo je že tega, ampak ni pa, a veš, nisi pa tako bralec, če ne razumeš, glej, to se pogovarjate. To je prvo pravilo vsakega položaja, ki ima privilegij, da je izstopajoč. Televizijskega voditelja, pisca romanov, avtorja česarkoli. Ne podcenjuj svoje publike. Kot novinar, kot voditelj televizijske oddaje, recimo informativne oddaje, ti ne smeš nikoli podcenjevati ljudi. Super. Misleci se tega ne bodo videli, se tega ne razumejo. In kot avtor je meni najhujši greh, da ti mene kot bralca podcenjuješ. Pri avtorjih, hočem reči. Pri avtorjem najbolj zamerim to, da me pač pripeljejo, jaz temu rečem, žejno preko vode, ko moram prebrati 5 strani opisov neke norveške ulice, ker si mislim, da mi bo to nekaj dalo, pol pa ugotovim, da je bilo to samo treba, da je bilo potrebno za to, da se 5 strani v knjigi doda. Pač to je meni res prav sleparija. In se zelo trudim, da sama tega ne bi počela. In zdaj, kolikor mi pač uspeva, me veseli, da to prepoznaš. Upam si, da mi to dejansko uspeva. Morda ne 100%, ampak čim višji je ta odstotek,
tem bolj sem vesela, ne? Ker dejansko jaz pišem to, kar bi si sama želela brati. No, to je točno to, super, da si to rekla. Tudi meni se zdi, da se vidi ta tvoj užitek pri pisanju, vseeno tudi to in da se prevede v užitek v bralcu. Večkrat si omenila recimo tudi to, da ti je všeč, da si ne rada zmišljuješ, da ti je lažje pisati, da ima resnično ozadje, ampak po drugi strani, hočeš imeti tudi ta efekt, da bralec začuti tudi to, da bi se to lahko zgodilo, ker jaz, vedno, ko berem Agato Christie, pa te bogate ljudi, ki imajo neke večerje, pa potem eden od njih umre, pa se izkaže, da je nekdo, ne vem, varal nekoga leta 45 in je pol on ugotovil. Mi je tako malo dobro, to ni nekaj, kar bi se res lahko zgodilo, ne. Pri tvojih političnih srhljivkah imam pa vedno občutek, ne samo to bi se lahko zgodilo, o moj bog, to se dogaja, zakaj mi še nismo, ne vem, zaprli vsega, preiskali vsega, ne vem, v Antwerpnu odprli vseh kontejnerov, pogledali, kaj se tam noter. Tako malo dobiš občutek, malo neke groze se mi zdi. A je tudi to nekaj, kar ti res hočeš? Ali imaš res, ali ti je prva to, da pač res lažje pišeš, da imaš res resnično ozadje? Ne, mislim, to pišem zato, ker je to res, ne. Seveda, ne, prvi razlog je ta, ker mi je to najlažje narediti, ampak dejstvo je, tako kot sem ti rekla na začetku, to je danes pač resnica. In tudi sej 3/4 takega podobnega dogajanja, soareji, kontejnerji v Antwerpskem pristanišču, to pač ni nujno nekaj slabega. Problem je v tem, da so te meje včasih res popolnoma zabrisane in da tudi tisti, ki morda misli, da ne deluje kriminalno, ker preizkuša to mejo. Ne? Mi imamo danes celo vrsto nekih ukrepov, za katere slišimo, da so bili sprejeti v dobri veri, oziroma da je cela vrsta ljudi storila neko dejanje v dobri veri, ker je menila, da dela za dobro ljudi. Ne? V pandemiji si jih imel kot gobe po dežju, modele, ki so ti rekli, pa jaz si vem, da to ni bilo ravno zakonito, vendar sem želel delovati v dobro ljudi, želel sem pomagati ljudem. Lej, kako bomo pristali na to, kdo lahko in dokot premika meje med zakonitim in nezakonitim? Ne? En lobistični soare v Bruslju je tako, kot vafel z nutelo. Nekaj popolnoma normalnega, to je del te igre, seveda, kako bodo različni akterji v nekem procesu prišli do odločevalcev, ne? To so te lepe bruseljski birokratizmi, ne? Seveda morajo imeti dostop do poslancev, do politikov, do evropskih uradnikov, ne vem, Društvo slepih in slabovidnih ali pa Pfizer. Oboji imajo interes, da se s tistimi, ki sprejemajo odločitve, pogovorijo in jim predstavijo svoje stališče. To je absolutno potrebno in v tem ni nič slabega. Ne? Vprašanje pa je, kaj je dejansko tvoja agenda in na kakšen način boš ti tega odločevalca pripravil do tega, da ti bo ustregel s težo svojih argumentov ali težo kuverte. No super, ampak po drugi strani imaš pa vseeno v vseh svojih knjigah tudi, ne bo rekla ravno idealiste, ampak malo tudi idealiste ljudi, ki pa so vseeno nepodkupljivi, ali pa policaje, ki vseeno želijo nekaj razkriti, novinarje, seveda v tvoji zgodbi so to ponovadi novinarji, ki so tudi zagnani in hočejo razkriti te zgodbe. In zdaj mogoče eno tako vprašanje, ker vem, da sicer si vmes že malo nakazala, ampak vseeno bi rad od tebe zvedel. Zdaj tukaj imaš dve novinarki, ne? Imaš Karlo in imaš Silvano. Karla je taka zelo zagnana, je prekarka in je logično, da tudi mora biti zagnana, ne? Je človek, ki bo tako, malo je pa tudi naivna, malo tudi ne razume, znajde se sred, pač bomba eksplodira po naključju ravno takrat, ko gre ona se ven voz in se znajde sred te zgodbe. Ampak je taka, se mi zdi, da je en tak, želi si razkriti, vse naprej napiše, celo zgodbo se napiše, res je detaljna, ima malo tudi sreče, ne, ker pozna ravno tole socialno delavko in ravno ona pride do nje. Potem imaš pa Silvano, ki je pa taka zvita lisica, preizkušena, ki pa točno ve, zgodbo zavoha in ne spusti in tudi v začetku mogoče ne razume, zakaj je tisto poročilo toliko zanima, če ima tam neko drugo zgodbo, ampak gre do konca, hoče zvedeti, kaj tam je in vrta in zato zna tudi se pritihotapiti nekam, kamor ni povabljena in tako. Zdaj pa vseeno bi mene zanimalo,
Katera je bolj Mojca Širok? Kje se ti bolj, Glej, a sta pa ja. to dve plati tebe, ena Ne, mlajša ne. pa ena starejša? Ni to zdaj, amaterska psihologija tako preprosta, ne. Ja. Obe in nobena. Mm. Ampak ne samo oni dve, ne. Tudi prej si omenil te pozitivne junake, pa tudi te negativne, ne. Čisto v vsakem je delček mene, ne. Seveda v njiju dveh največ, ne, ker pač sem največ, kako bi rekla, največ svojega življenja prenesla na njiju, ampak iz preprostega razloga, ker ga najbolj poznam in ker mi je bilo to najlažje, ne. Že v evidenci mi je bilo veliko do tega, ne, da se tudi v pogodbi seveda, ne, to je bilo izhodišče, ampak v evidenci še posebej, da se prikažejo vse plati našega novinarskega poklica, ne, ne način dela samega. Saj to je večkrat, pogostokrat v teh mojih knjigah dosti izmišljeno, ne, nič od tega se meni v resnici nikoli ni zgodilo, ne. Ampak ti ljudje, ne, take karle, ne, ali pa kot so bili v evidenci tisti 3 mladi novinarji na tem spletnem portalu, to je danes naš poklic. To so novinarski kolegi, ki na tak način živijo, ne, ki morajo biti zagnani, morajo dati vse od sebe vsak dan, ker ne vejo, kaj bo jutri. Jaz sem še iz privilegirane generacije in danes sem absolutno privilegirana. Nekdo na mojem položaju s tako službo, ki jo imam jaz, je v Sloveniji kot beli tiger, ne, velika redkost. Velika večina novinarskih kolegov danes je v prekarnem položaju. In to je pač neka stvar, ki mi je bila vedno v bistvu zame vedno pomembna, no, da sem jo skozi te romane v bistvu lahko izpostavila, ne. Zdaj ne, ta druga, ne, je pa ta stari cinizem, ne, mogoče mi je v tem malce bližja, ne, ko prideš do neke točke in vidiš, da si dovoliš v bistvu, no, to nek sarkazem, ki mogoče res ni spodbuden ali pa pozitiven, ne. In še to bom rekla, čeprav verjetno ne bi smela, ne. Sej ti pozitivci, ne, in vse to pozitivno, ne, jaz se zelo trudim, da bi tega bilo ogromno, ker dejansko mi je do tega in tudi vem, da to obstaja, ne. Ampak ne konča dobro, ne. Aha. Ja. Žal je pogosto tako, ampak... Mislim, ti povem, da je bilo kar nekaj ljudi pogosto tako prišlo do mene, zelo jeznih name, zaradi koncev teh mojih romanov, ne. V bistvu, ne vem, če je bil komu zares všeč, katerikoli od 3 koncev, ne. Zdaj, mogoče razlog je tukaj, ne. Ja. Misliš, da ljudje vseeno želijo od kriminalke neko pozitivno razrešitev in... Vsi si želimo na koncu, da bi odjahal sončni zahod. Seveda, ampak v tvojem primeru, v tvojih knjigah, absolutno bi to bilo neumno, kako bi to izgledalo, a bojo oni zdaj polovili vso mafijo in bo Bruselj zdaj naprej čist. In bi zaprli in potem zaklenili vrata in potem bi si glavni junak vtaknil ključ v žep, pod pazduho svojo ljubezen in bi šla odjahala na konju v sončni zahod. Ja, ne, zdaj... Ti si tudi omenila, pa mislim, da sem tudi jaz enkrat parkrat rekel, zdaj ves čas govoriva o trilogiji, ne? Govoriva o trilogiji zato, ker so 3 knjige. Jaz upam, da to zdaj tudi poslušalci in gledalci razumejo, ampak po drugi strani, a to pomeni, da zdaj si ti to nekako zaključila temo, skratka, kriminalnih združb, Rim, Ljubljana, Bruselj, tudi lepo piše gor na naslovnici, a to zdaj pomeni, da si ti, se pravim, a si zaključila neko temo samo, ali kaj zdaj to? Kaj točno to pomeni trilogija? Ne, sem, po mojem sem. Ne vem, lej, zarečenega kruha se največ poje, ampak veš, zdaj, če nisem mogla tega reči po pogodbi, po evidenci je bilo očitno, da ne morem reči, da je konc, ker ne, ena ni nobena. 200 premalo. 200 premalo, ne, in tako, ne, mislim, da je konc. No, tudi zato, ker sem na koncu v bistvu, ne, zdaj te neke svoje tudi novinarske poti, ne. In to je imelo smisel, zato ker se je v bistvu dopolnjevalo in nadgrajevalo, ne, kot neko široko trojno delo, ne. Tako da po mojem ta tip, ne, politične srhljivke verjetno nekako se je pri meni izpel. Saj zdi se mi, da težko še kaj novega drugačnega povem. Ne vem. Ne vem pa, kaj niti odgovorim, če me vprašaš, kaj bi sledilo, ali kaj bi si jaz želela. To je zelo logično vprašanje. Seveda potem, ker vseeno bi si pa ljudje želeli, da še kdaj kaj napišeš, pa da bo... Sej veš, Nela Malečkar, moja urednica in jaz, o čem sanjava že leta in leta, ne? O ljubezenskem romanu z naslovom Ne bom se več jokala. Tako da to je ena možnost. To je ena možnost, Druga možnost je, zdaj, ko bom šla v penzijo še, ne sicer hmalu, ampak enkrat verjetno upam, da bo tudi meni uspelo. Te zgodbice iz malih krajev oziroma podeželja, ne.
A veš, te male drame in problemi, ne nujno, da se pobijajo med sabo, ampak Okej. v bistvu te neke srhljivke v okolju, ki je domače, Okay. nezakomplicirano, kjer ni nekih velikih svetovnih spletkov v ozadju, ampak čista človeška duša in narava. Aha, to bi te zanimalo. Ja. Okay. Jaz sem si vedno predstavljal, da bi vseeno mogoče, a ne bi pa nikoli poskusila, ne vem, nekaj v stilu, ne bom rekel ravno Agate Christie, ampak nekaj recimo, se veš, sanje vseh piscev kriminalk so vedno nemogoč zločin v zaklenjeni sobi ali pa ne vem kaj. In pogodba z nemogočo številko na koncu. Ja, Nazadnje vsi za to delamo. Ja, ampak v bistvu, kar me zdaj v tej fazi mojega življenja zanima, je dejansko to, zakaj delamo stvari, ki jih delamo. Zakaj jaz se dostikrat tudi v sedanjem recimo dogajanju, povezanem z mojo službo ali tudi širše v političnem kontekstu, recimo po tej ruski invaziji na Ukrajino ali kakorkoli, najdem samo sebe popolnoma šokirano. Kako? Zakaj? Kaj ti je padlo na pamet? Kako si mogel to narediti? Ali pa kako se je lahko to zgodilo? Kako, ne? In vse to so posledice človeških odločitev. In če te pri neki taki starosti, po tolikih in tolikih letih izkušenj, nekaj tako vrže iz tera v tvojem mikroživljenju, recimo, neka izdaja prijatelja, ali ne vem, neko grozno dogajanje v tvojem delovnem okolju, ali pa v širše nek geostrateški politični preobrat. Potem iščeš odgovor na to, ne? Potem pomeni, da si seveda še živ, da te stvari še zanimajo in si predvsem želiš najti odgovor, ne? In odgovor za to je verjetno res v človeškem značaju. In potem širše, v družbi, ki smo jo oblikovali, mi ljudje s takimi značaji, kot jih imamo danes. No, ampak vseeno mi je pa zanimivo, no, da kolikor smo se pogovarjali in kolikor so tvoji romani res realistični, družbeni in kolikor prikazuješ to, mi je pa res zanimivo, da bi recimo, da še vedno praviš, da tvoj izbira ljubezenski roman, posebej zaradi tega, ker dobro, zdaj v praznini je že res, mislim, imamo enega, ki si zelo želi tole novinarko, ne, ampak ni pa neke ljubezenske zgodbe več. In tudi tako, veš, ne romantiziraš mafije. Ne? Meni je zelo zanimivo pri tebi, ker gledam jaz, če smo gledali Botre in Sopranove in vse to so bile take drame o mafijcih. In ja, prikazuješ jih kot žive ljudi to, ampak po drugi strani so pa tvoji tudi mafijci totalno brutalni, morilci, nasilneži, ne romantiziraš in to mi nekako ne gre. Mojca Širok, ki bo zdaj napisala pa ljubezenski roman, v katerem se dva srečata, zagledata, zaljubita, se zgodijo neke prepreke, ki se morajo vedno zgoditi in na koncu pristaneta skupaj. Ja, ne vem, kaj naj ti rečem. Ne? Za Botra in to so bili pač drugi časi. To so bili drugi časi, hkrati je to tudi ameriški produkt. Ne? Mi vemo pač vse, da ameriška produkcija z realnostjo nima velike veze, oziroma ne, to, kar potem na koncu nastane, je res velika fikcija. Ne? To drugo pa ne vem, kaj naj ti odgovorim. Ne vem, vse mogoče bo pač kdo umrl. Ne vem, no, vse ti pravim, to kar sva ves čas v bistvu govorila. Politična srhljivka je samo okvir, to je embalaža, ki jo sem v teh 3 delih izrabila za to, da sem pač o nečem govorila. Sva zdaj že skoraj 1 uro govorila o tem, kaj vse je hotel pesnik povedati. Ne? Mogoče pa bi na enak način enako počela z drugo embalažo, v drugačnem okvirju. Ne? Veš, to, kar sem ti rekla, ne, ljudje, kaj jih povezuje, kaj jih razdvaja, kaj jih sili k temu, da sprejemajo take odločitve in ne drugačnih. Ne. Mislim, to z ljubezenskim romanom, to je seveda šala, ne, ni da bi zdaj jaz to, ne, ampak si na koncu, ne, ko nekaj časa res toliko obračaš in obračaš, ne, potem mogoče se pa res zgodi. Ne. Lej, ne vem, bom videla. No. Zdaj zaenkrat sem zadovoljna, da sem spravila te 3 stvari pod streho, ker je bil res en tak poseben izziv. Nič od tega si v bistvu nisem zares želela. Torej, ja, želela ful, ampak načrtovala. Je bil spet ena serija naključij. Sprvo sem prišla k vam na tečaj, ne. Če bi takrat žirija Mladinske knjige zavrnila ta rokopis, verjetno ne bi bilo nič od tega in se midva zdaj tu ne bi pogovarjala. Ja, to je res in še dobro, da si se takrat odločila, ali da te je naključje prisililo k temu, da si to posredovala. Ampak še mogoče vseeno zadnje vprašanje,
Ampak kaj pa bo Mojca počela, če ne bo pisala, če ne bo zdaj nekaj časa, recimo, da si zdaj vzameš odmor, kaj pa počneš zunaj kamer, zunaj tega, kar moraš slediti, domnevam, da včasih tudi malo dolgočasnim, uro in pol dolgim govorom, ki jih moraš kondenzirati, kaj imaš drugače, kaj rada počneš, ker jaz te zdaj res poznam skozi tvoje kriminalke in si ne znam predstavljati, kakšna si zasebno, ko se kamere ugasnejo in imaš mir zase in ne greš pisati in si ne vzameš tiste enega tedna, da pišeš. 2 stvari. Aha, ok. Berem Bereš? ali pa bulim v prazno. Resno? Ja. Jaz nimam nobenih velikih hobijev, ne znam, to sem tudi že večkrat povedala, žal. Ja. Saj sem poskusila marsikaj, ampak ne pletem, ne kvačkam, ne vrtnarim, ne kuham, ne pečem, ne družim, ne snemam podcastov. Čeprav bi mi bilo vse od tega zanimivo, ne, in bi poskusila nekaj tudi sam, ampak enostavno se me ne prime. Ne. Okay. Tak kavč in dobra knjiga, ali pa samo en razgled skozi okno in praznina. No, super. Zdaj si vse tako dobro povezala, da jaz skoraj nimam kaj reči. Bom pa rekel samo to, da seveda želim našim bralcem in gledalcem, tistim, ki še niso prebrali Praznine, ali pa mogoče še celo kdo obstaja, ki ni prebral niti ene od 3, točno takšen kavč. In ne samo Praznino, ampak tudi Pogodbo in evidenco. Tako da se usedejo na kavč in zdaj, ko so ti jesenski dnevi in ko je res primerno za branje, da se pač potopijo in da doživijo to, kar sem jaz doživel, da pač grejo zelo pozno spat, zato ker pač ne grejo spat, dokler ne preverejo do konca. Skratka, Mojca Širok, jaz se ti zahvaljujem za dobro knjigo in seveda tudi danes za dobro družbo. In najlepša hvala za povabilo. To je bil podcast Dobra knjiga, podcast o knjigah, ki jih je vredno brati, o katerih je vredno misliti, ter se o njih pogovarjati. Z vami sva bila tokrat Aljoša Harlamov in Mojca Širok, vi pa ne pozabite, kdor ne bere, naj ne piše.